Gospod Goršek, vi v tem primeru opozarjate na dvojna merila. Bi moral predsednik vlade Robert Golob prevzeti politično odgovornost in odstopiti po vsem tem? Ja, lepo pozdravljeni. Vse, kar smo videli v prispevku, v bistvu na to sem se jaz tudi navezval, takrat smo bili vsi precej kritični do tega, bi pa vseeno rekel, da morajo pristojne institucije prvo oddelati svoje delo in moramo preko njih ugotoviti, ali je šlo za kršenje integritete. Potem pa mora predsednik vlade odreagirati načeloma točno tako, kot je tudi sam povedal, da bi to storil leta 2022. Se strinjate s takim razmišljanjem, gospod Čavdi? Najprej, odgovor na to. Razlika ključna v tem med primeroma in tem primerom, ki ste jih dali, v tem, da pač tle ni turistične nastanitve. Mislim pač, to je tako, kot da grem jaz k vam ali pa vi k meni na vikend, pa nimava registriranega tega za turistično oddajo in pač tam prispi. Tam je šlo, v drugih primerih je šlo pa za to, da so hotelske nastanitve plačali in da je plačal nekdo drug. V tistem primeru, mislim, v enem primeru je bila občina, v enem pa pač privatna firma. Tako da pač tržna, osnoven moment trga se pač tukaj ni zgodil. To je res, gospod Čavdi, ampak v obeh primerih, tudi v primeru predsednika vlade Roberta Goloba, je gospod Golob imel korist, brezplačno je bival v vili v Karigadorju. Bil je na vikendu pri svojemu prijatelju. Ampak tega prijatelja, ne, to je razlika, ker nisva, veste, v čem je problem. Mi dva nisva v vladi, predsednik vlade Robert Golob pa je predsednik vlade in je bival v vili svojega prijatelja, ki ga je ta ista vlada, Roberta Goloba, imenovala za člana sveta javnega zavoda. In tukaj je konflikt interesov, ker se postavlja vprašanje, ali je to storil zaradi tega, ker je lahko bival brezplačno na vikendu svojega prijatelja in ga je zato imenoval za člana sveta. Dajmo samo tako reči, ker ljudje verjetno si ne znajo predstavljati, kaj pomeni funkcija člana sveta zavoda posamezne bolnice. To je relativno enakovredno po uredbi tudi kakšne kulturne institucije ali pa šole. Pač to je ta rang. Zdaj, od tega, kakšno korist ima nekdo tam, mislim, da se ni na približno 70 evrov na mesec, minus 2 meseca poleti. Torej pač mi govorimo o nekih funkcijah, ki niso nikakor plačani, imajo od njih nobene materialne koristi, nihče. Zdaj, jaz gospoda Subotiča ne poznam, ampak za razliko, kar pač poskušate na vaši televiziji relativno tendenciozno cel teden prikazati, je pač Tomaž Subotič, jaz v njemu pred tem nisem vedel nič, je pač poslovnež, ki normalno posluje in nima nobenih koristi od te države, razen če se motim. Ni zaradi tega dobil nobenih, ne vem, smo imeli zgodbe, ker je nekdo letoval z dobavitelji iz zdravstva, kjer so velike denari se pretakajo v zasebne žepe, pač tukaj pa tega ni, ne? Ne, dobival je sejnine, tudi pri Aleksandri Pivici je šlo za 100 evrov, če sva ravno pri evrih, pri gospodu Subotiču, ne, gre za 70 evrov in on je predsednik sveta javnega zavoda, ki razpolaga s proračunskim denarjem. Njegove odločitve so bile pomembne, tako da to ni nepomembna funkcija, ker če ne, gospod Subotič ne bi bil na tej funkciji. Absolutno so bile pomembne, ampak vse gospod Subotič po življenjepisu, ki sem ga uspel pridobiti večinoma v vašem poročanju ta teden, je pač nekdo, hvala Bogu, da upravlja tako funkcijo, mislim, da ima izkušnje z gospodarstva, kar pač v svetih zavodov potrebujemo. Glejte, vlada uprav v času enega svojega mandata par 100, če ne 1000 takih imenovanj. Meni noben ne bo trdil, da ni bilo vlade, kjer kakšen minister ali pa predsednik vlade ne pozna koga na teh seznamih. Ker tega je ogromno. Vse zavode, praktično vsaka seja vlade. To zdaj ne veva, ne? To zdaj ne veva, ne? Gospod Slak veva, ne? Veva. Mislim, jaz sem šel gledat, če grem gledat za Janševo vlado, kdo vse je bil imenovan v svete zavodov, sigurno koga vmes poznam, pa sigurno koga smatram. Ampak vi ste rekli, da boste boljši in da boste imeli više kriterije kot Janša. Ampak čakajte, Slovenija je 2 milijonska. Teh funkcij je neko število, ki jih je. Valjda se nekdo nekje vmes pozna. Mislim, to meni je iskanje, mislim, da se vrnem na tisto, kar sem hotel na začetku povedati. En let je do volitev, zelo očitno je, da ta koalicija je začela kazati svoje rezultate, reforme so šle, nekatere so bile že potrjene, nekatere grejo skozi, bodo šle skozi državni zbor v naslednjih mesecih, tednih in zdaj je pač treba enotnost te koalicije rušiti, nekaterim
bom temu rekel, strukturam na levi sredini, ki jim ustreza, da ta vlada ne bi ponovila še enega mandata. Pa da bom zelo ekspliciten, ker se mi zdi prav tudi to nasloviti, kar kolega Goršek opozarja, za cel mandat. Se mi zdi, da se poskuša, in meni je to dobro, da se poskuša postaviti v neko vlogo, tem rekel, moralne vesti te koalicije ali pa svoje stranke. In jaz to zelo spoštujem. Večkrat preberem njegove tvite izvajanja, karkoli. In je prav, da so tudi take debate znotraj koalicije tudi mogoče malo bolj ostre, zato da se mogoče o čemu malo bolj razmisli. Tako da zelo podpiram tak način delovanja in ni noben problem v njemu. Gospod Goršek. Glede, 30. člen o kršenju integritete in dajanju daril je zelo jasen. Tudi insinuacija oziroma občutek, da je nekdo z darilom poskušal vplivati, je sporen. In če nekomu daš nekako v svojo hišo v upravljanje oziroma da tam bivaš, lahko se to smatra kot darilo. Ampak o tem naj seveda, kot je že poudarjeno, odloča KPK in potem naprej mora politika postopati. Je pa, kar je mene najbolj zmotil, je pa odnos, kakšen odnos ima politika, ko pride do situacije, da mora nekatere zadeve obrazložiti. In da se umikaš od novinarke, ki ti postavlja vprašanja, to ne kaže na nekaj, kar smo mi obljubljali, da bomo boljši in da bomo ljudem odgovarjali in smo dolžni odgovarjati na neke insinuacije, ali pa na neka poročanja, ki jih mediji izvajajo. In če mediji izpostavijo eno napako, in verjemite mi, socialni demokrati smo bili deležni tega, da smo mogli obrazložiti marsikomu marsikaj, se mora politik postaviti v vlogo, da ljudem obrazloži, zakaj se je nekaj zgodil in kako bo postopal nadaljno. In tu je mene najbolj zmotil ta odnos, da v bistvu ne želi odgovarjati narodu, ki ga je izvolil. Se strinjate s tem razmišljanjem? Gospoda Goloba smo včeraj povabili našo oddajo, pa ni prišel. Izvolite. Jaz mislim, da je bila velika količina vprašanj vaših poslana, verjetno na kabinet predsednika vlade, mislim, da so vsa odgovorjena, že danes so prišla, kakor vem, ste v vaši večerni vdaji pokazali neke odzive, ko so bili današnji, tako da so te odzivi konstantni. Ne, ampak veste kaj, gospod Žavbi, ne drugače je, če pride politik na soočenje z novinarjem, kjer lahko dobi kakšno podvprašanje, kot pa če komunicira z sporočili za javnost, kjer podvprašanje ne moraš postaviti. Jaz mislim, da je predsednik vlade v vaših vdajah zelo reden gost in sem prepričan, da bo tako tudi. Ja, ampak tokrat ga ni bilo, so ga povabili. Ja, pa bi lahko prišel glede na obtožbe tudi danes. Razjasni bi malo lahko marsikaj. Jaz v resnici ne vem, kaj je tukaj še za razjasniti. Vse smo se pogovorili že v tej oddaji. Jaz razumem, da je nekako senzacionalistično o tem poročati. Jaz sicer vidim, da, hvala Bogu, danes se drugi mediji razen vi s tem ne ukvarjate, kar se mi zdi, da je... Mislim, jaz sem v nedeljo zvečer trikrat šel pogledati ta prispevek, še zdaj nisem čisto dobro razumel, kako bi lahko predsednik vlade, kaj točno je kršil, ne vem. Res, ne znam, pa sem videl... Se pravi, ali ta vaša stališča, pravite, gre za senzacionalistično poročanje, poročali smo tudi pri Aleksandri Pivec, to se spomnim jaz osebno. Smo že razdelali, da so drugačni primeri. Ne, niso drugačni primeri. Šlo je za majhne vsote, 100 evrov, šlo je za to, da je bivala, oziroma sta oba bivala v nekem hotelu in zato nista plačala in sta dobila korist. Tukaj je pa predsednik vlade, Robert Golob, ki je predlagal, vlada je predlagala gospoda Subotiča za člana 2 svetov zavodov, dopustoval pri njemu, brez da bi mu za to karkoli plačal. Ker vsi se sprašujemo, ali je dopustoval brezplačno pri gospodu, v vili gospoda Subotiča, zato ker mu je ta na ta način vračal uslugo, ker je bil imenovan za člana sveta. A vam lahko obrnem to vprašanje? Pridete vi k meni na vikend, jaz k vam na vikend, pa vam dam, ne vem, 1 evro za to. A ni to siva ekonomija? Ne, veste kaj, gospod Žavbi, zelo spretno, ne gre tukaj za sivo ekonomijo. Gre za to, da spodbujate neregistrirano dejavnost. Ne, to je daleč od tega, zelo zvito je tole. Ne, veste, zakaj gre? Gre za to, da sva, tako kot sem vam že rekel, Robert Golob je predsednik vlade, ki odloča o teh stvarih in lahko svojim ravnanjem in svojimi odločitvami in svojimi predlogu nekomu pridobi neko korist. In potem se seveda postavi logično vprašanje, če pri tistemu, ki ga je vlada nekam imenovala, dopustuješ, ali ti ta s tem vrača uslugo. In to, da njemu ni bilo treba plačati, Kaj ne bi plačal? To je premoženje, to, da je lahko bival v vili gospoda Subotiča. Kaj ne plača?
To me zanima. Zdaj, kaj lahko plača? Recimo, da grem jaz nekomu na vikend. On je govoril, kaj ne plača? če bi šel gospod Golob v hotel za konec tedna, bi tam moral plačati. Da, ker bi šel v nastanitu, kjer je registrirana dejavnost. Mu pa ni bilo treba plačati, ker je to zasebni prostor njegovega prijatelja, ki ga je imenovala vlada na bolnico, v bolnišnico v Celje, in je na ta način privarčeval denar, ker mu ni bilo treba v hotel. Če grem jaz spat k svojim staršem, mi moram plačati? Ne, to ne gre za to. To so vaša starša, ne greste spat predsedniku vlade. Ne, sej ni šel noben k njemu spat. Govorim vam, da ne morete vi plačevati svojim staršem, primerjati vaša starša za predsednikom vlade. Mojega prijatelja, kogarkoli. O tem bo odločilo tako ali tako protikorupcijska komisija. Nekatera mnenja so že, lahko imamo tukaj različna mnenja. Me pa zdaj zanima, gospod Goršek, druga stvar. Tukaj smo videli v Levici, ki je vaš koalicijski partner, pa tudi takrat je bila leva sredina, v primeru Aleksandre Pivec so zahtevali, da se odstopa še prej preden je Komisija za preprečevanje korupcije karkoli ugotovila. Zdaj, ko je pa na tapeti predsednik vlade, pa bomo najprej čakali odločitev protikorupcijske komisije, potem pa ukrepali. Ravno o tem sem jaz govoril, v bistvu ti dvojni standardi, pa zdaj bo Lenart rekel dva različna primera, ampak sem že razložil, KPK bo odločil o tem, ali je šlo za kršitev integritete, ne bomo mi zdaj tukaj o tem odločali. Ampak, če smo obljubljali drugačno politiko, v bistvu z višjimi standardi in da bomo odgovarjali za te stvari, ki jih tudi danes gledamo, potem se moramo tega dejansko držati. Začne se pa pri tem, kar sem že prej rekel, da odgovarjaš na vprašanja novinarjev. In ne samo pisna, ampak tista, ki jih dobiš takoj na mesto. Ker mi bomo dali občutek ljudem, da v bistvu se ne splača več iti na volitve s takim odnosom. Ljudje so zbrali drugačno politiko, s tem bomo pa dali vedeti ljudem v bistvu, da nič ne spremenijo, če grejo in oddajo svoj glas. In k temu moramo biti zavezani, oziroma ne samo zavezani, mi smo dolžni, da tako postopamo. In tudi v tem primeru. Ampak še enkrat, KPK bo pa odločil o tem, ali je šlo za kršenje integritete. Lahko da odloči, da ni šlo za kršenje in potem je zadeva rešena. In mi dva moramo oba podpirati v to, da je ta zadeva prišla do KPK-ja. Zato, da se te zadeve razrešuje tudi vnaprej. Noben ni rekel, da je noben ne trdi, da je kršil integriteto. Povejte mi, gospod Žavbi, če bo Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, recimo, da je šlo v tem primeru za kršenje integritete, boste vi od predsednika vlade zahtevali, da izpolni predvolilno obljubo in odstopi? Sam zakon ima več, zakon o integriteti preprečevanju korupcije ima več različnih prekrškovnih in kazenskih določb. Zdaj, jaz ne vem, po kateri bodo obravnavali predsednika vlade, ampak če ga bodo po tem, da je to neka prekrškovna stvar, ne, če je pa ostalo, pa je stvar debate, da. Jaz bi si sam želel še to omeniti, da bi si nekako bili zgled pa ali pa rečemo v fazi tega postopka, da se vsi deležniki tudi nekako zadržijo s komentarji, ker smo bili tudi že priča neprimernim komentarjem pred KPK-jem in si upam, da se ne bo tokrat zgodilo, da bojo spet kakšne diskreditacije na KPK letele prek določenih medijev, kot je to, naprimer, se dogajalo glede dr. Rajka Pirnata, ki si je upal omeniti in kritizirati določene stvari. In bi s tem tudi v bistvu zaključil. Tudi temu smo rekli, da ne bomo podlegli, oziroma da ne bomo isto počeli. Lahko samo en stavek, ki mi je Luka dal dobro iztočnico. Veste, kaj bi bila, na primer, dober prispevek k delovanju politične kulture? Da bi gospoda Rajka Pirnata, mimogrede dober profesor, slišim, upravni strokovnjak, tako kot na hrvaških televizijah to zdaj delajo, imajo lokalne volitve, če ga imate vi tukaj kot analitika, mogoče tudi predstavite, s kom vse on posluje v zadnjem času. Naprimer, Salonit, Alpacem, Anhovo, je šel zelo močno proti se je zelo močno postavil na interes kapitala. Potem je delal za Agencijo za energijo. Potem je delal za zdravniško zbornico. No, zdaj vam moram pa... Na hrvaških televizijah, sem slučajno gledal včeraj, so imeli eno tako slično soočenje, ker so prišli politični analitiki analizirati. So povedali, lejte, vi delate za to pa to pa to, čisto osnovno, ne gremo v detajle. Jaz vem, da gospod Pirnat strokovnjak, pa lahko tudi poveste, naprimer, da ga ta koalicija ni imenovala v sodni svet. To bi tudi, naprimer, lahko bil
potencialni konflikt interesa, pa govorim predvsem moralnega. Ampak veste, kaj vam bom, ker izvolite, gospod Goršek, še... Torej, vsi ostali bodo krivi, samo tisti, ki bi mogli biti, ne bodo. Ampak, gledajte, a je res treba vso stroko dajati v nič oziroma jih povezovati z nekimi pretlehnimi nameni. Sej Rajko Pirnat ni prvi, ki so ga tudi ljudje iz vaše stranke diskreditirali. Ni treba stroko tako početi. Ampak, a sem ga jaz diskreditiral? Jaz sem samo rekel... Želite razširiti insinuacije, da on ni... Jaz sem samo rekel, da naj nekdo, ker se mi zdi, da je to transparentno, pove, politični analitik, neodvisni, pravni strokovnjak. Zakaj nihče ne pove, da je ta gospod že večkrat bil v osebnem konfliktu s to vlado, na momentu Agencije za energijo, Salonita Anhovo, zdravniške zbornice, večkrat. Vse samo ni noben problem z njegovimi stališči, ki jih pa o tem pove. Samo ljudje zanimivo je, prav bi bilo, da ljudje vejo, koga zastopa. Vam se kar nabira teh ljudi, ki jih vi navajate kot nekoga, ki pač. Začnimo tudi naprimer pri Agenciji za energijo. Začnimo pri... Tudi tam so se v bistvu porajali z vaše strani neki dvomi, da so še sposobni v bistvu voditi agencijo. Z moje strani? Svobodine strani. Ja, pa ste podprli? Nabira, ne da jih dejansko potem zamenjamo, ne? Ja, pa ste podprli to? Ne, takrat smo dali svoje pomisleke v to. Ampak, gledajte, bomo zaključili tukaj, gospod Žavbi, mogoče z enim stavkom iz kabineta, to, kar pravite, in zakaj ni dobro, da predsednik vlade komunicira samo s pisnimi odgovori, ker jaz sem se pozanimal, tam je bil danes očitek, češ, da je Rajko Pirnat to govoril včeraj v naši oddaji, da bi moral predsednik vlade odstopiti in da gre tukaj za nedovoljeno prejemanje darila, da pogodbeno sodeluje z zdravniško zbornico. Klicali smo danes PR-ovko. To je odgovor. A me lahko poslušate, gospod Žavbi? Odgovor iz kabineta predsednika vlade je bil, da Rajko Pirnat govori to zaradi tega, ker pogodbeno sodeluje z zdravstveno zbornico glede zakona. Odgovor zdravniške zbornice je, da Rajko Pirnat nima nobene pogodbe z zdravniško zbornico. Zelo dobro preberete, kaj je zapisal predsednik, kaj je zapisal kabinet. Gospod Žavbi, če se nekdo odziv kabineta predsednika vlade v celoti piše po neuradnih informacijah. Potem je pa to v resnici še bolj pritlehno, ker bi najprej morali informacijo preveriti tako, kot smo jo mi, in če bi jo preverili, bi ugotovili, da to ne drži. Po kakšni logiki? Po kakšni pristojnosti? Če ti nekoga obtožiš, da pogodbeno sodeluje z zdravstveno zbornico in tega ne preveriš, in najlažje napisati neuradno in potem človeka očrniš. Mislim pa, da je Rajko Pirnat strokovnjak, ki pove svoje mnenje. In ga je povedal, in sem zelo vesel, da ste ga veliko krat omenili, ker sem strani bivše Janševe vlade poslušal podobne očitke v tem studiu na mnenja Rajka Pirnata, ko je vedno povedal to, kar si misli. Vi pa niste transparenten tukaj, ker ne poveste, za koga dela. Jaz sem zelo transparenten. Povejte, za koga dela. On je na pravni fakulteti, on dela na pravni fakulteti Ljubljanske pravne fakultete. Ampak zakaj je problem tudi izpostaviti, za koga drugega dela? In ne dela za zdravniško zbornico. In ni delal to, kar so mu hoteli neuradno potakniti iz urada predsednika vlade, tega pač ni počel. In tukaj bova... Ja, pa pogledajte kanale od zdravniške zbornice. Bomo preverili jutri prav gotovo, ampak verjamem, da mi PR-ovka ni lagala. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala vam.